Kaj dela moje nože posebne? To, da so najboljši. In je rekel, sam veš, ti pa nisi kovač, ne. Jaz pa sem. Sem rekel, ded, veš ko, jaz bi nož naredil, ne. Danes je z nami v podcastu Posavskega obzornika en prav poseben gost. Gre za mladega kovača Lovrota Jurečiča iz Podbočja, ki ustvarja pod imenom Vorančeva kovačija. Lovro, dober dan, zdravo. Živijo. Hvala, da si prišel. Ja, z veseljem. Se veselim, da se bomo danes tudi kaj novega naučili oziroma kaj novega zvedli o kovaštvu. Ja, upam, da bom znal kaj pametnega povedati. Da nam boš predal to znanje. Zdaj, kovaštvo je ena izmed najstarejših obrti nasploh. In se mi zdi, da kovači so bili včasih, kovaštvo včasih tako dosti splošno, oziroma kovači so delali vse, oziroma delali več stvari, več izdelkov. Pol pa zdaj v sodobnem času, poprav me, če imam narobe, ste se bolj, specializirali, recimo, eni izdelujejo samo za, umetnost in stavbno kovaštvo in tako dalje. Zakaj si pa ti specializiran oziroma kaj točno ti izdeluješ? Ja, najprej moram potrditi, da imaš prav. Trditev je pravilna. Hvala. Jaz sem se v bistvu specializiral. Noži, kuhinjski noži. To je glavna stvar. Zdaj, zakaj sem se za to odločil? Ne vem. To, če me kdo vpraša, zakaj glih noži, pa ta skrivna ljubezen do noža. Mogoče je to malo preveč, kako bi rekel, romantično. Pač, ne vem, bil sem študent. Študent si mora včasih sam kuhati. Predstavljam si, da noben nima glih dobrih nožev, ko je študent. Imamo vsi tiste s Petrola pa Špara ali pa nekaj, ne. Nikdar niso ostri. To, ne, pol pa malo YouTubea, malo gledaš, ne vem, te Japonce, ki delajo nože, pa tiste katane, pa to. Ja, in pol sem rekel, pa dobro, dajmo probati narediti en nož, ne. Torej si že iz štarta začel delati nože, oziroma je bil tvoj prvi izdelek nož, ali si kdaj, ne vem, ali za foro, ali pa ko si šele začenjal, sprobaval kaj drugega, ali pa da bi te vleklo še kam drugam? Da bi prav v smislu kovaštva je bil nož prvi izdelek. Zdaj, če sem kaj drugega ustvarjal, marsikaj neumenga, moram reči, ampak tako, da bi pa prav se nekaj odločil, ok, zdaj pa hočem nekaj z rokom narediti, pa nekaj ustvariti, je pa mojem dejansko nož prva stvar, ja. Kdaj je pa pol v to zgodbo prišel nakit oziroma prstani? Prstani so pa v bistvu čisto, malo so bili skrita želja, ker se mi zdi, da je, recimo tako, pri nožu mi je bilo zmeraj pomembno to, da ima nož višjo čustveno vrednost kot pa denarno vrednost. Če je to nekako razumljivo. Se pravi, jaz probam pri vsakemu nožu, vsak nož zapakirati v neko zgodbo, z nekimi, recimo, simboli, da ni nož sam nož, ampak da pač pove še marsikaj drugega. In se mi zdi, da je nakit tudi, ali pa mogoče še bolj, ali pa še lažji, ne, recimo, ne vem, nek prstan od pokojne babice, recimo, ti je čisto vseeno, recimo, če bi ga mogel še enkrat kupiti, ti je čisto vseeno, koliko bi bil, ne. Zato, ker ti toliko pomeni, ne. In pol je v bistvu nastalo tako, da je sestrična se poročila in sem jaz rekel, nisem vedel, če lahko naredim prstan, ampak sem rekel, jaz lahko naredim ti prstan, če hočeš. In to se je izkazalo za zelo prepotentno izjavo in tiste 2 prstana se mi zdi, da sem delal 2 meseca. Katastrofa. V soboto sta se poročila, jaz v četrtek sem imel narejena šele prstana. Tako da, in pol sem videl, da mogoče je treba to malo bolj resno se lotiti tega. Sem šel na en tedenski tečaj.
pa tudi pol videl, kaj za eno opremo rabiš, pa tako. Ja, kjerga leta je bilo to? 22, dajmo reči. Ne vem, Torej, točno. s kovaštvom oziroma nožarstvom, nožarstvo je Nožarstvo, izraz, tako, nožarstvo. ja. Si se pa začel ukvarjati kjerga leta oziroma kdaj? 2019. avgusta sem naredil prvi nož. Točno veš. ja, Veš, kjer je bil tvoj prvi nož, ga še imaš? Nimam ga, narejen je bil za kolega, za rojstni dan, za darila. Aha, torej nisi niti tukaj bil sebičen, da bi si pa zdaj prvi nož naredil za sebe, pa bi ti ga dal zdaj na steno in to je to. Ja, Oziroma, ne na ne. steno, v kuhno. Ja, Tako, ne na nekako, steno. ne vem, sem rekel, pa kaj čem to zdaj imeti, to pom pa sem sentimentalen, dajmo to dati stran, pa pol naprej, ne. In tak je bil za nič. Ja, okej, dobro. Naj ga ima kolega, ne? Ja. Zdaj, prej sem rekla, ne, da je kovaštvo ena najstarejših obrti oziroma da je zelo tradicionalno oziroma da tudi s tem to povezujemo. Kaj pa ti, si ti ljubitelj, ne vem, tradicije ali pa teh nekih starih obrti, ti je bilo to že, ne vem, položeno zibelko kot mali ali si, tako si rekel, v študentskih letih pol to neko silom prilike pol začel to? Mislim, nek čud do tradicije, kako bi rekel, naše kulturne dediščine, to je zagotovo bilo že prej. No. Ker tudi v družini se mi zdi, da sploh moj dedi pa mami sta sploh še toliko bolj vpeta v te stvari. In je bilo zmeraj je bila tudi ta nota, pač, da so te stvari pomembne. Ne vem, dedi je doskrat govoril kakšne zgodbe, recimo od svojega očeta, ker pradedi je bil pa prav kovač. Ne? In se mi zdi, da nisem tega takrat na ta način dojemal, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, pa vidim, da so bili že takrat tako pomal pač neki zametki, no, da vseeno ima to neko mesto v mojem življenju. No, tako, Torej, ja. ti veliko pomeni in ne vem, tradicija ali pa ne vem, da Ja. povezuješ to ne vem, s podeželjem, z vasjo, kjer živiš, kjer ustvarjaš. Ja. In Sploh zato, ker mi je zanimiv, ne vem, če je to zdaj specifično sem za Slovence, ampak mi je zanimiv, da kamorkoli greš, pa če se res, ne vem, pomeniš s kakšnim človekom, domačinom, ki ima malo pojma o svojem kraju, je pa tu se lahko meniš en teden. Ne? Kaj vse se v tisti vasi dogaja, pa kdo je prišel, pa kdo je šel mimo. Mislim, to so kar zgodbe, pa tudi če niso realne. Si vseeno. Ampak tu so ljudje s temi zgodbami, pa ne vem, dogodki, so živeli, so pač postali del njihovega življenja, so si to pripovedovali. In je tu zanimivo in ja, dejansko, tako ko imamo pač vsaka vas ima svoje narečje, tako ima vsaka vas svoje zgodbe in se mi zdi škoda zgubiti to bogatstvo. No, tako. Zdaj, tvoj pradedek je bil kovač, Ja. pa dedek tudi. Ne. Aha, dedek se je ukvarjal s tem sploh, ali? Moj dedi on je kot otrok je pač pomagal, kadar je pač lahko, oziroma tako, ko so to včasih zmeraj delali. Ne vem, če je mogli prijavljeno pomoč družinskega člana, tako kot moraš danes imeti. Ampak pol je dedi vse drugo možno počel. No. Ampak ogromno znanja se je ohranilo. No. In tudi na začetku smo res ogromno skupaj delala, debatirala. Ne vem, res. Pa si ti sam prišel do dedka z željo, da bi te on kaj naučil, ali je bilo to nekako, dej prid, bom ti pokazal, ali pa boš mi pomagal, ali pa ne na ta način? Ja, tu se prav spomnim. Enkrat sem sam prišel, sem že pripravljen na telefonu, sem rekel, ded, veš ko, jaz bi nož naredil. Lej, peč moramo kupiti, to pa to imam že nagledano, tu bi kupili, ostalo smo imeli doma, ne vem, nakovalo, kladiva, klešče itd. Sam peč je bilo treba kupiti. In je bil takoj za, pač, njemu je to itak tako lušen čas, če kar pride tako v delavnico, pa reče, dej, ko boš koval, dej,
povej mi, bom prišel malo pogledati. Da je v stiku s tem še na nek način. Se to mu predstavlja ipak mladost. Oziroma, Ja, seveda. Nekaj poznanega. Ja. Super. Zdaj pa, če gremo malo na dejanske nože. Ne? Ti nože izdeluješ po naročilu. Tudi. Aha, tudi. Ja, no, povej mi, kakšne nože izdeluješ, a so to zdaj, ne vem, velikosti, ne vem, kako sploh poteka ta proces. Zdaj, recimo, ne vem, jaz bi rada naročila nož pri tebi. Super. Dobro. Ne vem, koliko časa, kakšna je čakalna doba, kako se zdaj jaz zmenim s teboj. A imaš ti, ne vem, SML nože ali imaš ti tako? Tako je, jaz trenutno delam nože, se pravi, nekaj po naročilu, nekaj čistku na zalogo. Na začetku sem delal samo po naročilu in sem vedel, da je to velika napaka, ker potem nisem nič novega probavil. Ker ljudje imajo tendenco, tašenga, ko je tašenga bi imel. Ne? In sem pa rekel, ok, vsaj 50-50, tako da zdaj pač eno in drugo. Zdaj, kar se tiče tega, kar jaz na svojo pest delam, brez lastnika, to je pač, v tem času se pač probam naučiti kakšne nove stvari, sprobati, ne vem, kakšno drugo obliko, pač igram se, ne. Kar je pa po naročilu, je pa tako, jaz imam recimo, da okvirno neke oblike, par oblik nožev, in pač pol se zmenimo, ne vem, če je kakšen zelo specifičen, gre lahko res v detajle. Recimo dolžina rezila, višina pete, kakšen je recimo sestava jekla, velikost ročaja, kjera vrsta lesa, oblika ročaja, kaj ste še, mislim, res se dajte res v specifike, kakšno je brušenje, približna teža, ne vem, res, marsikaj se da tako dodelati po naročilu. Tako da ja, je bilo še kaj? Kakšna je čakalna doba, oziroma koliko dejansko traja, ok, verjamem, da je odvisno od, ne vem, časa v letu ali pa odvisno od zahtevnosti noža, je bolj verjetno tudi sama izdelava, koliko časa traja, ampak recimo, če bi lahko povedal, ne vem, čakalno dobo, pa samo izdelavo oziroma proces izdelave, koliko dejansko traja, če bi to v nekaj... Jaz trenutno recimo sem nekje na tem, da naredim tam 10 do 15 nožev na mesec. To je nekako zdaj v zadnjem času nek standard. Seveda je pol odvisno, ne? Če so sami veliki noži, dlje cajta traja, če imam ful malih nožev, pač, ne vem, lahko tudi dvakrat več nožev naredim, ne. Tako da čakalna doba, kaj pa vem, probam, da ni predolga, ne vem, par mesecev. Aha, torej, če bi zdaj nekdo hotel za kako božično darilo, so že mim, so ampak že zamudili. Tukaj pa pride pol ta del, ko pa jaz delam nože tudi, se pravi, ne po naročilu, na zalogo, tako da se pol tudi te, ko imajo izdosti na jutr, ko kličejo 9 zvečer, če imam kakšen nož, da tudi tisti pol pridejo. Torej, zdaj v času, ko bo ta epizoda prišla ven, bo glih, recimo, da že se aktivno pripravljam. Aha, tako bo že prazniki trkali na vrata. Ja. Zdaj, jaz sem nekaj slišala, da če imaš dober, kvaliteten nož, je dovolj, da imaš sam enega. Oziroma, z enim nožem lahko delaš ti vse. Torej, režeš, ne vem, kruh, meso, zelenjavo, lupiš, kak lupiš? Mislim, lahko ti z enim nožem, z eno velikostjo to delaš vse. Potrdiš. Stvar navade, ne. Jaz sem bolj zagovornik tega, da je fajn imeti dva noža. Se pravi, enega velikega, enega malega. To pa res pol delaš vse, ne. Zato, ker s kakšnim velikim nožem res težko, ne vem, neki olup. Malega olupiš, ja. Pa lušenje z malim nožem, ne vem, čebulo, tiste plasti, cak, stran in čau. Paradajz, ne. Ja, recimo, take stvari, ne. Tako da dva noža, no. Ja, in dejansko, če lepo skrbiš za ta dva noža, je tudi brušenje pač parkrat na leto. Je to. Jaz se pravi, 2019 sem naredil prvi nož, do zdaj še vsi delajo.
končamo. Aha, ni bilo kakšne reklamacije. Ne, so reklamacije, ampak tako, ni tako, ok, ta je pa zdaj fertik, ta je pa pač fuč. Ne. Torej bi lahko rekel, da je življenjska doba tvojih nožev Jaz bi za rekel cel 10 let življenjski, vsaj, aha. ne. Vsaj, ne. Ker z vsakim brušenjem ga je malo manj, ne. Seveda, ne. Ampak, ja. Zdaj, rekel si, da si se učil kovaštva tudi od dedka, ali si to pol prek YouTube videov si tudi omenil, kje si se v bistvu naučil, kje si dobil glavnino svojega znanja? Glavnina znanja je sam, kako se reče po slovensko, trial and error. Ja, tudi mišla, kako bi to rekla. Poskusi. Pač probi narediti napake, se nauči iz napak in ponovno in ponovno. Ne vem, so bili tudi meseci, ko se, ne vem, 7 nožev za redom uničil. Na isti način. Ne? Dok sem razumel, zakaj se to dogaja, pa kaj moram spremeniti. Ne? Tako da največji delež je res to. In tle se pol tudi vidi, recimo, če imaš ti res to rad, pol ti ni problem. Ne? Pol pač se probaš iz vsake napake nekaj naučiti, ni tako, da pač, se to mi ne gre, pustim vse skupaj, pa je to to. Ja. Ne? Dobro, to je res, da tu gre v tej začetni fazi, ne? Ko imaš ti pač, ne vem, SP odprt, pa pač, ne vem, družino, glih. Ne moreš si tega privoščiti, ne, glih, da bi rekel, Malo težje, ne bom malo več. težje, ja. Pa obstaja, vem, da si tudi hodil na neke tečaje, oziroma sem zasledila, je bilo to pri drugih kovačih, ali obstaja kakšna, ne vem, formalna izobrazba kovaštva? Ne, tukaj ne. ali pa po svetu? Formalna. Američani imajo neko, se pravi, združenje kovačev in narediš izpit in pol dobiš kakor neko stopnjo izobrazbe. In je tak res konkretni izpit. To ni tako, nož sem naredil, reže, super. So kar... Da ga sam prineseš pokazati ne, in pogledajte ga, tako, to je to. Enkrat sem gledal, kaj vse moraš narediti, in je prav tako še v omejenem času moraš narediti, sprav, en teden imaš, da narediš vse to in moraš, ne vem, 5 nožev narediti in pol vsak nož mora nek test opraviti in je brutalno. Jaz ne vem, če bi si upal. Test, ok. Dejansko pač noži morajo prestati neke teste. Ne. Drugač pa, k enemu kovaču sem šel tle iz Cerknice, ni tu tle, ampak... Tle iz Cerknice, pa za ovinkom. Iz Cerknice Lenart Perko, tam sem se šel eno tehniko učiti, ki se reče kovaško varjenje. Problem je, YouTube je problem, je super, najprej moram to reči, je super YouTube, ampak je problem, ker pri takih ročnih stvareh moraš ti določene stvari videti, čutiti. Recimo pri kovaškem varjenju treba strašno dobro spremljati barvo jekla, ne? Ker pač, ko moraš res dvigniti temperaturo, da na, ne vem, 1200, 1300, in recimo, če greš preko, uničiš jeklo, ne? In je res treba imeti, zapomniti si moraš, no? Oči si morajo zapomniti, ne? In prek YouTube pa itak pač kamera naredi svoje, ne? Še barva ni glih ta prava, ne? In pol res ne moreš se teh stvari naučiti, ne? Tako da to pa pač dedi, kakšna knjiga tudi, ne? Se pa verjetno konstantno izobražuješ na nek način, ali v svoji delavnici, ali pa tako si rekel, da gledaš, opazuješ druge, ali pa da se s kom kaj povežeš. Na srečo je tako, da je v bistvu, če gledamo zdaj svetovno, je ta družba nožarjev so v bistvu res fajn. Ker kadarkoli kdo kaj pogrunta, napiše članek in pač je na voljo za vse. Ker itak vsi vemo, da je pač strank potencialnih dovolj za vse, nikdar ne bomo naredili. Da bi se zdaj borili. Pač, jaz pa to znam, ti pa ne znaš. Ne. Tako da to je kar sreča. No. Dejansko tudi kogarkoli vprašaš, si vzame cajt in napišejo, ne vem, jaz sem veliko pisal pač kakim res že uveljavljenim kovačem, ne vem, imam ta pa ta problem, to pa to se mi dogaja.
pa je pač res izčrpno napisal, recimo nazaj, Torej bi kaj rekel, on da naredi. je dostopna skupnost. Da Ja, ni zdaj, je ne, pa zdrava zaprta. skupnost, je tako meni je všečno. Ja. Zdaj pa sam delaš tudi ročaje, Ja. lesene ročaje Ja. nožev iz slovenskega lesa. Kje si se pa to naučil? A to pa kar narediš, pa probaš? Ali? Mislim, tle bi najbrž kakšen mizar bil, kaj za pripomniti. Pa kaj pa vem, se mi zdi, da ko enkrat začneš delati z materiali in jih začenjaš razumeti, pol res ni težava. No. Mislim, pač les, se predstavljam, da sploh na vasi vsak fant je pač že prijel palco v roko, pa nekaj probo narediti, ne vem, nek meč, pa, ja, pač ne vem, neki, ne, pa pač probavaš, vidiš, kaj se dogaja, ne, ampak ja, spet, ogromno je na voljo, pač prek spleta in znanje čaka in pač je samo vprašanje, če ga želiš pridobiti ali pa ne. Kaj pa tvoje nože dela drugačne od drugih na trgu ali pa na slovenskem trgu? Zdaj ob tej priložnosti lahko tudi pokažeš nož, ki si ga prinesel, pa malo mogoče opišeš, ali kaj vse je gor. Kaj dela moje nože posebne? To, da so najboljši. Ne, hec. Mislim, zagotovo najprej pač brez kakovosti se mi zdi, da je škoda se sploh pogovarjati. To je zmeraj prva stvar. Pač jaz se trudim, mogoče mi časi tudi ne uspe, ampak jaz se trudim zmeraj, da je pač da je nož res dober. Se pravi, da dobro reže, da ko ga imaš v roki, da je dober občutek, da te nikjer ne boli, ko 20 minut režeš tisto čebulo, zagolaš, da ne vem, da ostane dolg časa oster. Pač da v bistvu cilj je, da je užitek, ne? Da ni to zdaj, noben ne bo meril, koliko newtonov si rabo, da si prerezal čebulo, ampak vsak ti bo sem povedal, to je fajn, ne? Sprav kakovost zagotovo prva stvar, pol pa pač zgodba, ne? Jaz vsak nož opremim z večjimi simboli, ne? Prvi je pač logo, to je trčalni kamniti most v Podbočju, to je 50 metrov stran od mojega doma. Most, ki predstavlja recimo neko trdnost, ne? Res je, ne bo ga premaknilo, marsikega ne bo premaknilo, se pravi neko vzdržljivost, potem tudi neko sentimentalno vrednost, ne? Recimo mi Podbočani imamo tisti most strašno radi, tudi so, bom rekel, izmišljene zgodbe, nažalost, da so ga postavili Napoleonovi vojaki, ko so tlele prečkali, baje, da ga niso, ampak če nas vprašaš, so ga. Ni važno, ne? Tudi če je bil 200 let kasneje postavljen, nima veze. Potem ta slovenski les, ki se mi zdi, da je pomembno. Pomembno plus zelo neumno se mi zdi, da bi pač uporabljal kjerkoli drug les. Ker tukaj enega lepega lesa, ko premore Slovenija, bi bilo res tako malo... Kjer les je pa to? To je oreh, oziroma orehova korenina. Tak, klasika, lep, temen ročaj in ta je kristalnica, no. Ta se kar skozi obrača. To potem na koncu ročaja je tak kovanc oziroma odkovek, kjer je gor napisano Santa Cruz, Sveti križ. To je en kovanc so našli v Podbočju, kjer je pač tu gor pisal iz leta 1200, se mi zdi. In je to eden prvih zapisov našega kraja, ker tudi Podbočje je bilo Svet križ, ne, do 91. leta. Ne bomo šli zdaj v te podrobnosti, ampak in tudi recimo noben ni Podbočjan, vsi smo Krževci. Aha, okej. Mogoče kdo reče Podbočjan, mogoče kakšen mlad, res mlad ali pa priseljenc, ampak mi smo Krževci, no. In je tudi recimo ena taka
sentimentalna vrednost, en del moje zgodbe, odkot prihajam. Potem na spodnjem delu ročaja, tako da glih malo začutiš, ko delaš z nožem, je črka Č, to je pa sprav dedi in pradedi, dedi se še vedno piše Černelič, ki je še živ, pradedi tudi bil Černelič kot nek poklon prednikom. Potem pa, še oblika, recimo, ta oblika oblike so poimenovane po ljudeh, ki so meni blizu, tole Bernardka, po moji ženi. Pa imam pa, ne vem, recimo Franc je dedi. Laurota pa ni. Tuh prepotenten pa nisem. Tako da to se mi zdi, da to, no, večinoma, ja. Lepo, vidim, da imaš neko oko ali pa nek čut glih za te detajle. Bi rekel tudi za sebe, da si tak perfekcionist oziroma da so ti te take male stvari, bombončki ali kako se to? Perfekcionist zagotovo ne, oziroma vsaj ne v tej meri, da bi pač se obsesiral vsako podrobnostjo. Mi je pa lušen, so mi pač všeč taki, kako se reče tem, taki drobci, taki biserčki, ki je v bistvu tako, če to veš, te stvari nekaj pomenijo, če pa tega ne veš, je pa pač neč, ne? Zato tudi recimo, ko nekdo kupi nož, dobi zraven še nekak obrazložitev vseh teh simbolov, zato da zna naprej povedati, ker se mi zdi tako, ne vem, zdaj pred kratkim je par ljudi iz Amerike, se pravi Združenih držav, da bom eksakten, kupilo nož in se mi zdi, wow, dejansko bo tist, upam, da bo tist prebral. Črko Č. Dobro, ta bo malo težje, ampak dobro, se bo že znašel. Vse imamo ChatGPT. In bo pač, ne vem, steak narezal svojemu kolegu in bo pač povedal, to je pa z ene vasi v Podbočju in pač to pa to. Ne vem, tako se mi zdi. V bistvu Podbočje potuje po celem svetu. Ja, oziroma ja, tam, ja, kjer gre ja. nož, tam gre Podbočje, Svet križ. Tako. Super, Kar zdaj lahko cool, ne? pospraviš nož, ne? Da ne boš zdaj govoril moramo s tem nožem v roki. Ne, super, hvala za tako lepo predstavitev. Zdaj pa, jaz sem si tudi par videov pogledala, tisto, kar imaš pač na spletni strani, kako ti dejansko delaš nož, oziroma ne, kako to kuješ. Zdaj to zgleda zelo naporno in zelo nevarno. Mene zanima, koliko je dejansko to fizično naporno in koliko ur preživiš, recimo, da dnevno ali pa tedensko v delavnici, ko dejansko delaš. Mislim, imaš kak muskelfiber, verjetno, si se to privadil, ojačil. Vem, da sem si pa na 3 tednih, ko sem res začel tako, res, takrat je pol korona tudi usekala, pa tako in je bilo res, jaz sem res, za začetek je bil to, mislim, idealni pogoj, ne. In sem res bil, takrat na začetku sem bil res od jutra do večera sem bil v delavnici in imam prav eno sliko, ki se mi zdi, da imam od kladiva, imam tako, ne vem, 11 žuljev, se mi zdi, na eni roki. Ampak meni je bilo to dobro, ne, meni je bilo to pač, wow, yes, ne, gremo akcija. Pol se pač telo navadi, ne, zdaj ne vem, kdaj sem nazadnje žulj dobil, zares, zato ker je tudi, tu nisem tako, nisem surovo tolčenje in mahanje pač tistega kladiva po zraku, ampak če imaš neko dobro tehniko, če veš, koliko težko kladivo moraš uporabljati, če recimo imel sem par let nazaj strašne težave s križem. Res, iz postelje sem se kobacal, kot da imam 85 let. In vse, kar sem naredil je, da sem dvignil delovni pult za 3 centi, pa ampus oziroma nakovalo sem dvignil za 1,5 centimetra in je bilo to. Problem rešen. Dobro, sem tudi delal kakšno vajo za hrbet, ampak recimo take stvari, te stvari moraš pogruntati, ne. Plus da, dobro, zdaj pač je moja recimo oprema je toliko boljša, ne. Na začetku, ne vem, prvih par let je bilo res vse, kar sem mogel skovati, je bilo kladivo. In to je to, ne.
zdaj imam tako špindelj prešo, se pravi, sicer je tudi ročno, ampak je drug premik telesa in pač malo kuješ, malo tisto in se porazgubi, ne. Pa ne vem, zdaj imam tudi hidravlično prešo, tam je pa itak, tiste pa sem tako le en tak knof in sem ting. Krasno, to bi šest. Ja, simpel. Aha, torej se tudi tvoja oprema nekako razvija s tabo, Ja, oziroma itak, ne, itak, verjetno itak. dalj časa, ko si v tem, tudi veš, ne vem, kaj kupiti, kaj bi še rad, kakšne aparature bi še rad, verjetno Plus, je da- tega kar. Jaz sem res bil trmast že od začetka, da sem vsako stvar sem hotel najprej na najtežji način narediti. Ta prvi nož, ko sem ga brusil, sem ga prvih 5 ur brusil s pilo. Nisem vzel nobenega brusilnega stroja. Pač ne vem, zakaj ne bi šel tega še enkrat delati, ampak sem rekel, da vidim, kako je to težko, da bom pol hvaležen, ko bom imel recimo boljši stroj. In zdaj, in tako recimo sem lepo počas nadgrajeval svojo opremo in z vsako stvarjo je pač so stvari ratale lažje za narediti, hitrejše za narediti. Recimo zdaj, ko imam to hidravlično prešo, zadnjič sem v enem dnevu naredil to, kar sem prej na roke naredil celem mesecu, recimo. Ne? Ker je pač taka velika razlika. Ne? Tako da ja, ampak mi je pa pomembno bilo zmeraj to, da meni tudi, če vzamejo vse mašine, če izklopijo elektriko, jaz še kar lahko naredim nož. Ne bo tako dober, kot če bi imel vso opremo, ampak sem bil tukaj trmast, da sem sen bil, ok, jaz moram imeti znanje, kako to narediti na najbolj osnoven način. Ne. Tega ti ne more noben vzeti. Ne. Zdaj, pogovarjala smo se torej o tem, kako je to fizično naporno in kako si to olajšati na nek način, kaj pa dejansko sama nevarnost. Ne? To meni zgleda zelo nevarno vse skupaj. Mislim, visoke temperature, pa brušenje, pa ne vem, vse je ostro, verjetno. Ne? Ja. So bile kdajkoli prisotne kakšne poškodbe ali pa karkoli? Na srečo nič večjega, nič hujšega. Bilo je recimo en primer, ampak tako se te stvari zmeraj zgodijo, ko se ti nekaj mudi, pa še nekaj moraš na hitrico, ne, pa v bistvu ne rabiš, ampak ne vem zakaj. Enkrat sem imel, ne vem, 3-4 take kocke. To je tak osnoven material in pol se iz tega raztegne nož, ne, tako za nek uvid. In sem imel 3-4 noter in na dveh sem imel, se pravi, navarjeno palco, dolgo palco, da sem dejansko za palco držal pa koval. Okej. Na dveh je bila pa kratka palca, da sem mogel s kleščami. Najbrž Ja, si no, kar predstavljaš, povej. kaj je bilo v glavnem. In nekaj se mi je vse skupaj nekako podrl, ko sem nazaj noter devo, mudil se mi je in sem prijel za pač 500-600 stopinj O, Jezus. vročo jekleno palco. Hitro sem spustil, ampak najbolj je bilo to fora, ker pač je bilo to glih v času kovaškega varjenja in ta proces je občutljiv in pač nisem hotel stran vršiti in sem enostavno pač s tisto opečeno roko še 20 minut delal. Ampak dobro, tu še adrenalin naredi, ne. Pol si je bil pa kar hiter obisk urgence. Ja. Je kaj pa kakšne rokavice ali pa karkoli, to ne uporabljaš? Jaz ne morem z rokavicami delati. Okej. Ni šans. Mislim, probo sem, ampak ni tega občutka. Jaz imam srečo, da moje žene ne moti, če sem cel pogarban, ampak ne vem, rokavice, tako no, čudno mi je, ne morem, pa sem večkrat probo že, no. To, pa mogoče še to, prej sem pozabil povedati, ko si vprašala, koliko časa delam, ne. V delavnici sem redko kdaj več kot 6 ur na dan. Torej imaš nek limit, mejo, rečeš, več pa ne bom. Ja. Itak je pol nanese na 8 ur, zato ker je pač, ne vem, maili, pa objave delati, pa fotografirati, pa kaj ste vem, pač zapakirati, pošiljati, karkoli. Ampak se res trudim, da pač je mogoče kakšen dan, ne vem, ko se sam, ne vem, lepi ročaj gor,
na nož, recimo, zdaj delam tako, da je, ne vem, 10 nožev naenkrat delam. Recimo, ta zadnji del je res sam pač zmešaš lepilo, daš gor in čakaš in naslednji, ne. To ni problem delati tudi 10 ur, ne, če moraš malo potegniti, ne, ampak če je pa nekaj fizično naporno, je pa res se probam držati, no, da je omejitev. Kaj pa recimo prihodnost kovaštva ali pa prihodnost nožarstva? A misliš, da zdaj, to so v bistvu različne stvari, oziroma ne nožarstvo je podpomenka kovaštva. Misliš, da kovaštvo kot obrt bolj izumira ali je bolj stagnira ali da je v porastu? Mislim, glede na to, pač, da vedno več, ne vem, recimo nožev lahko dobimo ali pa stvari lahko kupimo za ne, mizerno malo ceno. In tudi mizerno malo kvaliteto. Ja, tako. Evo, kak ti recimo vidiš prihodnost kovaštva? Pa jaz sem zelo optimističen. No. Sploh se mi zdi, da v zadnjih letih mogoče tudi od korona malo naredila, ker so vsi delali, ne vem, ta družen kruh, ne. Ja. Pa mogoče je tudi marsikdo začel kvačkati, ker drugače v življenju ne bi tiste kvačke v roke prijel. Se mi zdi, da so se ljudje malo nasitili Ikeje in vsake 2 leti iti na novo vse opremljati, ker pač je to malo, ali pa recimo, meni je to grozen. Jaz ne vem, jaz raje čakam 2 leti na marco, če nimam dosti denarja, pa naredim, oziroma naročim pač masivno leseno marco, ker vem, da če se bom selil, jo vzamem s seboj in bo kunova. Ne? Kar se tiče kovaštva, izumrl ne bo nikdar. Ne? Saj po mojem ne, zato ker nima več take veljave, kot je bilo včasih, ker so pač kovači piskre popravljali, pa škropiljence, pa šporhate delali, pa vozove, pa ne vem, konje podkovali itd. Ampak vseeno ima pa pač prihodnost v nekih drugih oblikah. Ne? Recimo moj praded, tudi če bi hotel sam nože delati, ne bi mogel takrat. Ne? Jaz pa kontra, jaz pa ne morem tega delati, kaj je on delal. Ne? Zato, ker pač časi narekujejo, pač kaj ljudje rabijo, ne? Kar ljudje dejansko kupijo. Ne? Tako da jaz sem mnenja, da recimo, če gledamo zdaj čisto samo nožarstvo, ogromno ljudi se odloča za nakup takšnega noža, pač ki dejansko, ki ga pol tudi čuvajo, ki pač skrbijo za njega, ga cenijo, ki je tudi velik pač je užitek, ne, tudi, ne vem, sej, da kupijo oldtimerji avti, pač to bo zmeram zanimiv, ne, zato, ker je pač še neka druga komponenta, nisem čista uporaba, ne. Torej, si pozitiven, vidiš svetlo. Ja, moram biti, ne. Če bom jaz pesimističen pol. Zdaj pa, če se malo dotaknemo nožarjev v Sloveniji, ne? Rekel si, da je združenje nožarjev, svetovno združenje nožarjev, Mislim, združenje tako. Skupnost, recimo. Na Instagramu, recimo, ne, se pač poznam. Tako. Okay. Kaj pa recimo, kak je pa to v Sloveniji? A so v Sloveniji, koliko je recimo vas profesionalnih, dejanskih nožarjev, koliko jih je recimo nekih hobi nožarjev, a to imate tudi kakšne razlike med vami, ali se kaj povezujete, ali ste bolj taki samotarji, individualci, vsak v svojem? Kar se tiče hobi nožarjev, je tega ogromno. Res ogromno. Tudi z teh koncev, se pravi Posavja. Jaz poznam kar nekaj nožarjev. Če gledamo zdaj pa pol profesionalce, ne, se pravi, da živijo od tega, je pa številka dost nizka. No. Jaz ne vem točno, ampak recimo, da bi si upal reči, da je max 5-7, recimo v Sloveniji. Pa ne vem, mogoče sem rekel previsoko številko. Zato, ker je problem je pač
prodreti recimo na mednarodni trg. To je mogoče problem. No. In tebi je to uspelo? Ja, upam. Okay. Upam. Dobro. Mislim, še delam na tem. Ne? Pač treba najti neke dobre vzvode. Ne? Jaz praktično prosti čas uporabljam za to. Mislim, se mi melje v glavi, s kom bi še lahko sodeloval, da bi pač imela oba dva korist. Ne? Recimo, mene je to sodelovanje recimo z Ano Roš, to je pač brez tega recimo dvomim, da bi bilo. Je to edino tako dolgoročno sodelovanje, ali imaš še s kakim kuharjem, kuharico, ali so tvoje stranke večinoma bolj, ne vem, običajni ljudje, navadni smrtniki, ali so to, ne vem, podjetniki, ali pa ne vem, ali so to res kuharji, profesionalni kuharji tudi? Vsega je. No. Jaz si želim čim več, se pravi, tudi kuharjev, ker te pol res lahko dajo res dober feedback, v smislu pač, to me moti, to bi boš drugač. Drugač nože kupujejo pa res, ne vem, ne morem reči ta skupina ljudi. Ne. Tako da ja, kar se tiče pa sodelovanja, ja, to je edino tako resno dolgotrajno sodelovanje. Sem pa zmeram odprt za nova sodelovanja. Lepo, da to še pred kamero poveš. Ja, vse tri pogledi. Zdaj, če bi se lahko čisto na kratko še dotaknili na te umetniške plati nožarstva oziroma kovaštva. Ne? Govorila sva o prihodnosti kovaštva bolj kot obrti, ki se mi zdi, da se tudi iz obrti nekako v umetnost prerašča. Bi ti za sebe rekel, da si bolj obrtnik ali da je tudi kaj umetnika v tebi? Najprej obrtnik, zagotovo. Meni je najprej pomembno, da je pač izdelek kvaliteten in da pač upravlja svojo primarno funkcijo. Ne? Je pa res, da pač različne tehnike, različne, bom rekel, estetike pač ponujajo več različnih rešitev in zato pač tudi si mal umetnika, recimo. Ne? Če bi šli mal pogledat te kovače, ki ročno delajo, to je res je dobro, ker lahko sploh ne rabiš logota pogledati, ampak vidiš nož in estetiko in rečeš, to je od njega. Ne? To je, in se mi zdi, da ko priješ do tega, si našel pač, ne, tako kot recimo, ne vem, za Mercedesa ne rabiš zares značke, da vidiš, da je Mercedes. Ne? In tlele je isto. Ne? Tako da mogoče je to ta iskanje tega sloga, kar se tiče umetnika. No. Pa ti je že kdaj kdo rekel, ali pa si daj razmišljal, da mogoče, ne vem, si daj zgodi, da ti kdo reče, da nisi pravi kovač ali pa pravi obrtnik, ker delaš predvsem nože, ne? Kot v smislu, da si pa ti zdaj umetnik v oblakih. To je ena taka dobra zgodba. Enkrat sem na enem trgu sem mal demonstriral, malo sem koval, ne? In je prišel en stric star in je rekel, sam veš, ti pa nisi kovač, ne? Jaz pa sem, ne, ko imam srednjo, ne vem, neko kovaško, takrat je pač še bila, ne, in je dejansko malo očitno šolo narejeno, rekel, veš, ti pa nisi kovač, ne, sem rekel, lej, prav, ne, kaj ne ti rečem, Nisem. V redu, se strinjam. Torej, ja, obstajajo pač, ne vem, neke mislim, polemike. To je taka zabavna prigoda, ampak drugač, ja, imaš nevoščljivosti dovolj. To je pa se mi zdi, da zmerno. Ja, o tem boma še tudi kako rekla. Zdaj me pa zanima še mal dejansko ta sama podjetniška plat. Rekel si, da ne, do 6 ur preživiš torej v delavnici, ostalo verjetno v pisarni, si ti sam deklica za vse, ali mislim ostalo vse, ampak si sam, imaš kakšno podporo družinskih članov, ko si rekel, da moraš prijaviti in tak dalje. Kaj je ta proces pač vzad tega in ospredi tega? Meni je zagotovo v interesu čim več časa posvetiti, se pravi sam tem izdelavi in tem. Recimo, če bi lahko zaposlil koga, bi ga zagotovo zaposlil za fotografiranje, Instagram in te stvari. Drugač, srečam, da je moja mama računovodkinja, tako
tako da rešuje vse te, ko bi rekel, birokratske zadeve in se jaz ne rabim toliko ukvarjati s tem. Tako da tlele imam res eno veliko srečo. Kaj tudi tako, ne, pač odpreti SP, mislim, že to vprašanje je pač včasih, če nimaš nekih informacij, se niti ne veš, ali boš normiran ali ne, ali boš zavezanec, mislim, tako, polno enih takih dilem, ne, ki jih jaz nisem imel, ne. Jaz sem sam rekel, mami, povej mi, kaj je najboljš, je rekla to, ok, v redu, ne. Tako da, kaj je bilo še točno vprašanje? Kaj še vse ostalo je tvoje delo, verjetno, ne? Si rekel, torej delaš tudi, ne vem, marketing, pakiranje, fotografiranje, verjetno. Ostalo vse, razen birokracije, vse pač, ne. Dobro, recimo škatle naročujem nekje drugje, tle nimam seboj, ampak drugače pa ja, pač treba skrbeti za nabavo materijala, za, ne vem, za objave na Instagramu, za, ne vem, objave na mailing listi, za iskanje novih poslovnih priložnosti. Tako, če se dobro organiziraš, ni take panike. Jaz sem se veliko časa lovil. Pomagati si treba z določenimi orodji, recimo, meni je toliko fajn, jaz, ko naredim, ne vem, 12 nožev, en dan poslikam vse, uredim fotke in objavim in imam mesec pa pol objav narejenih in se ne rabim dotakniti Instagrama, kar se tiče objav. Recimo, ne? To je ena taka stvar. Ja, je pa tako, pa ne bom rekel, da je težava, zato ker je tako, dok si ti mali, tudi ne rabiš, jaz ne rabim 10,000 strank na leto, ne? Jaz v bistvu rabim 100 strank na leto, ne? 100 nožev imam jaz recimo letno proizvodno, še to ne mogoče, ne? Tako da gre z roko v roki, ne? Se pravi, če bom enkrat rabil na nekem področju toliko več, ne? Bojo tudi druga področja mogla slediti in pač, če bom produkcijo dvignil, ne vem, krat 2, ne, to pomeni, da bi mogel enega zaposliti za produkcijo in pač bo tudi nekdo mogel biti za iskanje novih strank, potencialnih, recimo, ne. Tako da v bistvu je zdaj v mojem primeru je zelo obvladljivo, tako bom rekel, no. Imam pa, mislim, recimo, pač moja mami dosti pomaga, recimo, kar z tega tiče, ka vem, da bi izgubilo toliko cajta, da s temi birokracijami, da je pamet. Torej handlaš oziroma handlata oba vse skupaj. Ja. Koliko časa je pa recimo trajalo, da si vzpostavil ta nek organizacijski sistem, kar se tiče tvojega dela, ali pa da si vzpostavil recimo, da nek približno stabilen trg, da si se nekako postavil na noge, ko si šel dejansko na svoje. Plus tega, da si še verjetno bil takrat še v procesu itak ful pridobivanja znanja, kar ne itak si. Torej, to je veliko stvari. Koliko časa je res recimo trajalo, da se je to nekako uvedlo, recimo? Ja, se pravi, jaz sem lani odprl SP, predtem sem bil, je bila ena subvencija, sem bil zaposlen pri mami kot prva zaposlitev, pomoč pri prvi zaposlitvi. Recimo, to je bilo tako prehodno obdobje, to sem rekel, ok, zdaj leto pa pol je ta subvencija, dajmo sprobati, če je to sploh, če se lahko sploh tu grem, ne. In takrat sem povedal, da se lahko tu grem in potem sem pač glede na to odprl SP. Če bi mogel SP odpreti takoj, ko sem naredil prvi nož, ni šans, ni variante, ne. Prvič, koliko je bilo recimo enega materijala vrženega stran, koliko je bilo denarja vrženega stran, zato ker ne kupiš pravega materijala, recimo, ali pa, ne vem, na srečo nisem v nobenih takih strašnih napačnih investicij, ampak bi hitro lahko imel, ne, recimo tudi, recimo jaz, kar se tiče vhodnih materijalov ali pa nekih materijalov, kar rabim, kar se mi menja, se pravi jeklo, les, potem pa brusilni trakovi, pa plin, recimo, bi lahko še rekli, ne, gorivo, ne.
In pač treba dobiti neke resne, bom rekel, kvalitetne dobavitelje. Ne? Jaz moram vedeti, da če nucam čez 2 meseca trak, se pravi brusilni trak nov, da pač imam podjetje, ki bo tu meni naredili, pa da mi bojo dali dobre trakove, ker pač meni recimo 10 minut če bi mogel 10 minut dlje brust, je tu na toliko nožev za vsak del postopka, se ful pozna. Ne? Tako da optimizacije so skozi. Ne? In tudi recimo vsak stroj en del procesa optimizira. Ne? Recimo ta hidravlična preša je recimo to kovaško varjenje spravila iz 8-urnega dela na 20 minut. Ne? Recimo, ne? Je bila tudi velika investicija, ne? Ampak sem videl, ok, to bi se splačal, ne? Ker tudi ne bom pač si jaz hrbta ven vrgu, ne bom pač čez 3 leta šepal pa grbal pa tako. Ne? Tako da skozi te optimizacije mora biti skozi. Ne? Enkrat sem se pogovarjal z enim podjetnikom in rekel, da ena najboljših kvalitet podjetnika je tudi, da si ti zelo, zelo prilagodljiv. Ne da si živčen, kaj bi še mogel, ampak ok, bi to spremenil, dajmo probati. Aha, ne, ok, ne gre. Gremo nazaj na tisto varianto, ko smo bili prej. Ne? Tako pač, razgibano. Ja. Če te pa zdaj vprašam, kaj bi bil tvoj nasvet za nekoga, ki je mlad ali pa ki si želi ali v podjetniške vode ali pa v obrtniške vode, kaj bi bil? Jaz bom govoril za obrtniške vode, Okay. Ker podjetniki so tudi neobrtniki, tam pa jaz zagotovo ne spadam v to skupino. Kar se tiče obrtnikov, pač znanje je toliko na internetu in tudi vse je dosegljivo, predvsem pa zagotovo to, da pač noben se ni rodil popoln, noben se ne bo tudi naprej. Če koga zanima mojih prvih 50, 100, 200 nožev v primerjavi zdaj, so pač katastrofa. Ne? Ampak bolj je pomembno, da se ti skozi učiš, da imaš željo po napredovanju, da se mogoče malo zaljubiš v ta proces, v žulje, v mogoče kakšno bolečino, ne? Ker je tu nekaj vredno. Tudi če ne boš od tega živel, ne? Če ti znaš narediti en dober stol, pa tudi če rabiš 2 tedna, pa če boš nekomu za darilo naredil stol, ali pa boš si tistih 7 stolov za svojo jedilno mizo naredil, ko boš si bajto gradil, ja, ker ni to nekaj lepega. To nekaj pomeni. Mislim, to je prekrasno, no, ne vem. Tako da mogoče smo zdaj vsi ujeti, ne, ker je pač ta socialna omrežja in to in bi vsi, jaz bom pa najboljši, ne vem, dajmo reči nožar, se ni važno. Ne, ne boš takoj, ne boš, pa tudi ne vem, zakaj bi mogel biti. Ne. Mislim, kdo pa reče, kdo je najboljši spet. Ne. Pač uči se, uživi v procesu, spoznaj kakšnega zanimivega, nekaj naredi za sebe in ne biti potrt, če ti 2 noža zaredom ne ratata, ker jih meni pač, ne vem, 7-10 zaredom ni ratal, ne, pa še kar živim. Torej ta potrpežljivost, vztrajnost pa veselje. Ja, pač da nimaš tega, ne, zdaj pa moram jaz biti, ne, pa 10 ur na mesec zaslužiti. Ja. Ni potrebe. Ne. Pa se ti kdaj zgodi, ali pa se ti je kdaj zgodilo, da se ti ni dalo v delavnico, ali pa da ti je malo padlo vse skupaj. Mogoče tudi ne samo takrat, ko si začenjal, ali pa mogoče zdaj, ko imaš neke roke, imaš neke stvari, ki jih moraš narediti, da se ti kaj enostavno ne da. Itak. Vse to je mogoče bolj težava SP-ja, ker pač nobenemu ne odgovarjaš, razen samemu sebi ali pa ženi. Ne? Ja, zagotovo. Ne? Ampak tle pa recimo jaz si to vzamem kot motivacijo, ok, ta del izdelave noža mi gre na živce.
dajmo, ne vem, spremeniti, olajšati zadeve, nekaj probati drugače narediti in pač s tem napreduješ, recimo, ne. Si vzameš to kot motivacijo za nek napredek lahko, ne. Zagotovo pa, ja, itak, da se mi čas ne da, ne. A bi pa vseeno rekel, da je kovaštvo oziroma nožarstvo ta nek tvoj smisel, da je to, kar te driva, da si želiš res v tem biti, no? Jaz bom mogoče kontroverzen, ampak tle bom rekel ne. Aha. Ja, mislim, Zakaj? Tako, nočem se definirati, jaz sem Lovro Jurečič in sem kovač. Ne, jaz sem Lovro Jurečič. Ne? In sem marsikaj pred tem, se pravi, pred tem, da sem kovač. Ne? In pač, ne vem, če bo prišel čas, da pač ne bom mogel več nožev prodati, ja bom pač nehal biti kovač. Ne? Mislim, mogoče bom kot hobi kakšnega še naredil, ampak ja, sorry, ne boš. Ne? Ali pa ne vem, Bog ne daj, ampak se poškodujem, ne vem, si zdrobim roko, adijo kovaštvo. Ne? In se mi zdi, da je to malo nevarno, no? Se identificirati, ne? To je pa zdaj moj smisel. Ne vem, zelo, zelo tanki let je ta, da se, kaj pa če ti ne rata, kaj pa če pač karkoli, ne. Jaz rajš polagam svojo identiteto kam drugam. To je mogoče to pa to, da si prilagodljiv, ne, recimo, tako si rekel, če ne vem, ne bom več mogel ali pa ne bo več, ne vem, strank za nože, bom pa nekaj drugega, da se nekako znajdeš, da najdeš več smislov skozi življenje. To so recimo tudi prstani, ne. Poleti sem se naučil, da se nožev praktično ne kupuje. Poleti so pa poroke. In se recimo, v mojem primeru se to glih lepo dopolnjuje, ne. Pač poleti gre folk na dopust, gre, kaj s tem, na dopust v bistvu. Pač, ja. Ne? In pač takrat ni čas za nov nož, očitno. Ne? Za nov nož je čas recimo novembra, decembra, zdaj je pač totalen boom, pa tudi recimo spomladi, ko se reče, bomo imeli žar sezono, orange, demo en fini nož. Ne? In recimo, mogoče, če ne bi bila tudi taka potreba, mogoče ne bi v taki meri delal prstanov, recimo. Mislim, prstanov, nakita. Ne? Tako da ja, evo, to je recimo že ena taka stvar prilagodljivosti mogoče. Ne? Super. Jaz bi še kar klepetala s teboj, ampak tudi čas nas že malo priganja. Zdaj v bistvu lahko zaključimo na neki pozitivni noti, kakšni so pa recimo tvoji cilji za prihodnost ali pa za širitev ali pa za karkoli. Ja, podpisati, se pravi, neke pogodbe, sodelovati, zgraditi ime, da pač je ta blagovna znamka Vorančeva kovačija, ki je, upam, da bom imel to moč, da ne bom nikdar v angleščino spremenil. Vorancez. Ja, katastrofa, Voransmithi ali neki takšni katastrofa. Ja. Kar ne se naučijo slovensko. So se Luka Dončić tudi naučili. Ja, Kaj je bila motivacija. Ja, ok. Tako da ja, no, pač zagotoviti si res, se pravi, nek varno delovno razmerje, da pač lahko od tega živim. No, tako. Ja. Najlepša hvala za tvoj obisk. Zdi se mi, da smo tudi mi laiki dobili mal uvid v tvoje delo, ja, oziroma ne, v sam proces. Jaz ti želim čim več strank. Hvala. Čim več ostrih nožev in dobrih nožev in izpopolnjevanja. Ja, še enkrat hvala, da si prišel. Ja, malenkost, z veseljem. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi podcasta.